si začel pisati pesmi, je dejansko ta prva pesniška zbirka nastajala čisto načrtno, ker dejansko tvoje knjige niso zgolj zbirke pesmi, ampak so dejansko pesniške knjige, ki imajo nek notranji lok skozi celotno knjigo, ali je pa za tabo tudi kakva dolga vajeniška doba srednješolskega pisanja, ki si ga potem zavrnil, začel znova? Ne, jaz nimam neke tradicije, mislim, dolge. Dejansko v osnovni šoli sem pisal spise, to mi je še nekako dobro ležalo. Potem, recimo v srednji šoli, nisem imel nekih želj, da bi preveč pisal spise. Verjetno je to tudi odvisno, kdo na drugi strani kot profesor. Tako da, recimo v srednji šoli nisem jaz, nekateri ljudje, pač tudi pesniki ali pa pisci vedno poudarjajo, nisem pa že v srednji šoli, ali pa ne, jaz sem pa že pri 5 letih začel, da meni se zdijo to čisto take oznake, mislim, meni je bilo dobro, tudi če začne pri 80-ih, tudi sam se ne obremenjujem s tem, kdaj sem začel, ampak dejansko potem po srednji šoli, recimo v Ljubljani, ker smo pač bili ena klapa skupaj, eni trije, en bil pesnik od tega, takrat še ni bil pesnik, tako kot jaz nisem bil, zdaj je postavljeno po 10 letih. In potem pa recimo na fakulteti, mene predavanje za književnost pa literaturo, to me vedno zanima, tudi poleg filozofije, pa nekako že filozofija se mi zdi tako delno neki pesniški. Tako da potem, ko sem prišel v Ljubljano, pa sem začel se bolj s tem ukvarjati, recimo intenzivno. In tudi, ko je nastala takšna knjiga, ta je prva, jaz jo nas nisem spominal, to je bilo v bistvu napisan verjetno leta 2000, najprednja knjiga izvide mi je že 2 leti, najprednja gre skozi te založniške zadeve, so se izjemno počas odvija, se sam več, ko imaš nek tekst. In pa seveda pri prvi knjigi je bilo še težje, ker jaz nisem nobenega poznal, ki se s tem ukvarja, mislim, ki bi bil založnik, oziroma ki bi bil pripravljen odkupiti za nek, ali pa tudi eni objavljajo, recimo svojo prvo knjigo že ne glede na to, ali dobijo kakšen honorar, mislim, jaz takrat nisem tako razmišljal, in potem sem naključno srečal na društvu literature, kjer so pač išle te obe dve pesniške zbirke, pač ene ljudi, ki so se s tem ukvarjali, mislim, založniki, in sem jim pač povedal, da imam 5-6 pesmi in da če bi jih pogledali, potem so rekli, da bi pa oni mogoče knjigo iz tega naredili. In potem vem, da pri prvi knjigi je bilo precej stresno sodelovati, ker moram reči, da pesniki so zelo, ti starejši pesniki so zelo samozavestni in včasih tudi malo pretirano arogantni do mlajših piscev. Tako da sem srečal tudi take ljudi, ampak dejansko sem imel pa precej srečo, ker je pač ta urednik, mislim, srečo. Nisem je bilo treba nekaj bojevati za to, ker pač oni so rekli, da tekst je v redu in čeprav jaz zdaj mislim, da ta moja prva knjiga pač ni kvalitetna, meni se zdi pač zadnja najbolj kvalitetna, pa tudi ta vmes. Pa to recimo, kar zdaj na zadnji piše, se zdi najbolj kvalitetna. To, kar pa sem na začetku napisal, da ne vam več, da je pa verjetno zanimivo, tako iz arhivskega vidika, mislim, zame, za ljudi pa ne vem, kako ocenjujem to poezijo.